SEO ali optimizacija za iskalnike. Poskrbite za to, da bodo kupci našli vaše podjetje v iskalnikih. Podjetnice iščete učinkovite načine, da dosežete svoje kupce. Vprašajte se, kako same iščete informacije o izdelkih in storitvah. Odgovor je preprost. Iščete na Googlu. Če skoraj 5 milijard ljudi po vsem svetu uporablja internet, je Google s skoraj 4 milijardami iskanj dnevno najbolj obiskano spletno mesto na svetu. 72% potrošnikov pa obišče trgovine kot rezultat iskanj na Googlu. Zato kot podjetnica ne smete ignorirati ukrepov za optimizacijo vašega spletnega mesta za iskalnike. Pri prvih korakih procesa pozicioniranja vašega spletnega mesta na Googlu se morate zavedati, da ta tema pokriva več različnih pomembnih področij, ki so med seboj zelo povezana in zahtevajo specialistična znanja in veščine. Spletno oblikovanje, spletno programiranje, posodabljanje vsebine z relevantnimi ključnimi besedami, notranje povezave na spletnem mestu, zunanje povezave, ki vodijo do vašega spletnega mesta, digitalno oglaševanje in številne druge. Glede na potrebe našega tečaja je tematika optimizacije za iskalnike pripravljena na praktičen način, da lahko vsaka podjetnica samostojno ali z nekaj pomoči vidi učinke ukrepov SEO, ne da bi morala v to vložiti veliko sredstev ali časa. SEO ali optimizacija za iskalnike je proces optimiziranja spletnega mesta za iskalnike, kot je Google. Naloga je pripraviti spletno mesto tako, da bo pri čim več relevantnih iskalnih frazah, ki jih v iskalniku piše potencialni kupci, prikazano med rezultati iskanj. Predvsem gre za tehnično pripravo spletnega mesta, da ga lahko iskalni roboti pregledajo na osnovi pravilne strukture in relevantne vsebine s ključnimi besedami. Zakaj si prizadevamo pri iskalnih rezultatih? Da se informacije v našem spletnem mestu za določene ključne besede prikažejo na prvi strani iskalnih rezultatov na Googlu. Kakšna je vaša uvrstitev na Googlu? Okej. Danes Googlov iskalnik naše spletne strani ne prikaže na prvi strani iskalnih rezultatov za izbrane ključne besede, ali pa še nimamo spletnega mesta svojega podjetja. Kje torej začeti? Preverite vidnost v rezultatih iskanj na Googlu, svojo pozicijo primerjajte z neposrednimi konkurenti in analizirajte spletna mesta tistih konkurentov, ki se uvrščajo visoko na iskalnikih. Razmislite o tem, kako ugotovitve analize implementirati na vašem spletnem mestu. Če ga še nimate, ugotovitve upoštevajte pri zasnovi vašega spletnega mesta. Kaj so ključne besede? To so besede ali fraze, ki jih uporabniki vpišejo v iskalnik, da najdejo vaše izdelke ali storitve. Ključne besede ne smejo biti splošne, biti morajo zelo specifične. Če na primer izdelujete ali prodajate termostekleničke za plezalce, ki imajo edinstvene funkcije ali dizajn, bo vaši blagovni znamki ta edinstvena lastnost v povezavi z izrazom termovka omogočila konkurenčno prednost in boljšo pozicijo vašega spletnega mesta na Googlu. Ključna beseda termovka se nanaša na vse termosteklenice, zato bo za to splošno besedno zvezo na iskalnikih prikazanih veliko spletnih mest. Besedna zveza potovalna termovka določa skupino uporabnikov, ki so že bližje vašemu izdelku. Termovka za plezalce še bolj natančno določa, kateri tip uporabnikov naj bi kupil vaš izdelek. Zapomnite si, ključne besede morajo biti blizu razmišljanju uporabnikov. Če za svoj izdelek uporabite drugačne besede od tistih, ki jih uporabljajo uporabniki, bodo vaši napori za SEO neuspešni. Vsebina ima ključno vlogo pri optimizaciji za iskalnike. Če ste že pripravili seznam ključnih besed, jih uporabite v vsebini vašega spletnega mesta in pri drugih promocijskih vsebinah v povezavi z vašim spletnim mestom. Bodite dosledni pri uporabi, vendar pa ne pretiravajte v njihovem številu. Uporabite jih v opisih in zlasti v naslovih.
Če ustvarjate vsebino, ki je vašim uporabnikom všeč, na primer besedila strokovnjakov in vedno zanimiva ali zimzelena, vas bo Google nagradil tako, da bo vaše spletno mesto prikazal visoko na strani iskalnih rezultatov. Kako lahko spletni uporabniki pomagajo pri pozicioniranju? Na več načinov. Dobro oblikovane in zanimive spletne strani uporabnik ne bo zapustil že takoj po vstopu, ampak bo prebral vsebino in obiskal še kako drugo stran. To je prednost za pozicioniranje. Če uporabnik pusti komentar, oceno, priporoči spletno mesto na družbenih omrežjih, bo še bolje. Element vključevanja uporabnikov na vaše spletno mesto morate upoštevati pri načrtovanju spletnega mesta in nanj vključiti primerna orodja, kot so forum, komentarji, ocene, gumbic za enostavno deljenje na družbenih omrežjih, blog. Kaj še vpliva na iskalno pozicijo? Pri spletnih razvijalcih preverite naslednja vprašanja. Najbolje še preden začnejo programirati vaše spletno mesto. Čas nalaganja strani, prilagoditev spletnega mesta za mobilne naprave, uporaba varnih protokolov, prisotnost zemljevida spletnega mesta ali sitemapa, pojavnost napak na spletnih mestih, prisotnost datoteke robots.txt, podvojena vsebina. Neustrezen odgovor na zgornja vprašanja je ne za SEO in vaše spletno mesto bo prikazano daleč od najvišjih iskalnih rezultatov ali sploh ne. Osvežujte vsebino. Vaše spletno mesto potrebuje posodabljene vsebine. Zapomnite si, da tudi če se vaše podjetje ne spreminja, pa to še ne velja za potrebe uporabnikov. Če se vsebina vašega spletnega mesta ne spreminja, razmislite o tem, da dodate blog. Tu boste imeli prostor za ustvarjanje strokovne vsebine za svoje uporabnike. Vsak nov zapis je dodatna priložnost, da vaše spletno mesto prikažete visoko v rezultatih iskanja na Googlu. SEO podpora z drugimi Googlovimi orodji. Google je najbolj priljubljen iskalnik na svetu in rezultati iskanj na Googlu so tisti, ki so pomembni za posel, ker uporabniki na tem mestu iščejo izdelke in storitve. Ni presenetljivo, da Google dodatno promovira tista spletna mesta, ki uporabljajo drugo Googlovo orodje za podjetja v Google Workspace. Nekatera so brezplačna, nekatera plačljiva. Kako pozicijo vašega spletnega mesta podpirajo povezave? Na splošno vzdržujejo zanimanje uporabnikov, da raziskujejo vsebino vašega spletnega mesta ali jih z drugih spletnih mest preusmerijo na vaše. Zahvaljujoč temu, vaše spletno mesto privablja nove stranke in vam omogoča, da se vrnejo stare. Notranje povezave znotraj vašega spletnega mesta ustvarite sami. Zunanje si izborite z vsebinskim sodelovanjem ali izmenjavo povezav. Ali plačate sponzorirano vsebino na drugih spletnih mestih. Zapomnite si, da ne kopirate iste vsebine na več mestih. SEO tega ne mara. Brez analitičnih podatkov v vašem spletnem mestu bodo uporabljeni ukrepi za izboljšanje pozicije v iskalnikih sicer prinesli rezultate. Ne boste pa vedeli, kateri so učinkoviti. Uporabite Google Analytics in preverite osnovne podatke v določenih časovnih obdobjih. Koliko uporabnikov je obiskalo vaše spletno mesto, koliko časa ostanejo v enem obisku, katere vsebine berejo, kako se premikajo med stranmi, s katerih spletnih strani pridejo na vaše spletno mesto, s katerih strani ga zapustijo. S pomočjo teh informacij boste vedeli, s katerimi SEO aktivnostmi nadaljevati in katere opustiti. Če ste sledili črnemu besedilu na dnu prezentacije, že veste, da je optimizacija za iskalnike precej kompleksen proces, ki, če je dobro načrtovan in implementiran, lahko prinese pozitivne učinke v smislu povečanega prometa na spletno mesto in večje prodaje. Skoraj vsak SEO ukrep se splača. Žal pa se verjetno rezultati vaših aktivnosti ne bodo pokazali takoj. Pri SEO velja potrpežljivost.
Prodajne lestvice se ne bodo vedno dvignile v nekaj tednih, vendar, če je celotna kampanja dobro pripravljena in implementirana, bo to vašemu podjetju zagotovo prineslo koristi. Hvala za vašo pozornost in srečno pri optimizaciji za iskalnike.